Tole postaje čedalje bolj zanimivo, pa tudi čedalje bolj grozno in nevarno. Tlele stopiti gor. Če stopim tlele gor, sem dober. Dobro jutro vsem skupaj. Evo, nov dan je tukaj, novo raziskovanje. Danes nas čaka tako zanimiv dan. Sem skoraj 100%. Tako da gledajte, boste videli, kaj vse boste danes videli. Tukaj sem enkrat že hodil, sam nimam videa, zato ker sem je pomotoma timelapse snemal na mestu. In gledajte, tlele imajo tele simpatične kuške, gledajte kako so luškani. Malo so kdaj hudi? Ja, kaj je kužati? Ja, gledajte, potem imajo pa tudi oslička tukajle. A pa tamle vidim pa še enega kužata. Osliček. Prejšnji sem lahko čez do njega prišel, zdaj pa ne morem. Tak lep osliček, odzad je pa še en kuža. Kaj je kužati? Kaj je? Lepotci moji, a si hud? Si hud? Si hud? Zakaj si hud? Ja, kuža. Ja. Zdaj sem hotel iti v ta tunel, ki ga vidite, pa je žal zaklejen. Tam je en možakar, ki mi je povedal, da moram to stopnino kupiti, ki je 10 evrov. Jaz tole, ki sem bil prejšnjič, je bilo odprto in sem šel noter normalno. Samo res je, da sem to prišel, jaz ob ene 6 popoldne, 7 celo. In pol verjeten odprejo, da če gre kdo nazaj, da je odprto. Je pa zanimivo, me zanima, a to malo zase pobirajo, ali je to, ali ima to država čez. Bom pogledal račun in vse, me prav zanima, kako je to. Evo, tukaj naj bi nabavil karto, bomo videli, kako to gre. Karto sem nabavil tukaj, 10 evrov je bila, zdaj v ceni je še, da dobiš čelado pa svetilko. To sicer, če mene vprašate, ne rabite. Evo, tukaj je karta. Je pa drugače, jaz te čelade sploh nisem vzel, ker hoče osebno od mene in moram to do 5 vrniti, pol bom dobil osebno nazaj. Kaj pa, če jaz do 5 ne pridem nazaj, pol bom pa, ne vem, ga jutri človeka iskal ali kako. Tako da sem šel, mislim, ker sem že bil v tej luknji, vem, da čelade ne rabim, mogoče bi pol rabil, ker bom hodil tam po tistih rovih, ampak ni potrebe. Zdaj sem prišel sem, majster me je že nadaleč videl, tako da je že šel odpirati vrata. Evo, vrata mi že odpira, gracias. Kač pa lepo. Evo, zdaj gremo pa noter. Glejte, evo, karta. Evo, uro poglejmo. Gracias. Uro poglejmo. Ura je 21 minut, rečemo 22 minut. Bomo videli, koliko časa bom hodil čez tole. Jaz sem enkrat že šel, pa sem prepričan, da je bilo 15 minut. Not pa ne bom snemal, ker nimam luči in se ne bo nič videlo. Tukaj na začetku se celo malo vidi, kako izgleda ta tunel. Potem, ko pa rata tema, rata pa tema, nimam pa kaj snemati. Tudi, kar to svetem s telefonom, to ni nič. Tako da, takole tole izgleda in tole traja kar nekaj časa. Prihajam iz tunela. Zdaj bo tle zanimivo videti, kaj je to. Wow. Super tole. Super. Zdaj pa tamle kaže, da gre neka pot. Ko sem bil nazaj, ko sem bil prejšnjič tukaj, sem videl, da sta dva šla dol celo v dolino. Zdaj bo treba pa tukaj malo raziskati, kje pa kaj. Aha, še koliko časa sem hodil. Lejte, 43 minut. Zdaj mi kaže, da sem na trekkingu na te Polarjevi uri. Šel sem pa noter 26. Kar sem pokazal na
uri je bilo, mislim, da 23 ali 24, ampak šel sem 26, ker sem se še malo obiral. Se pravi, to je 17 minut, ne, 14 minut, pa 17 minut sem hodil. 17 minut, zdaj pa komaj čakam, da najdem neke zadeve tukaj in jih pogledam. Boste videli, nore stvari nas še čakajo danes. Tamle je luknja, jaz sem se pa odločil, da grem po teli poti dol. V bistvu tamle gre še ena, ampak vse pripeljejo dol, tako da nimam drugega, k iti tukajle. Zanimivo, koliko je tukaj pohodniških poti. Vidite, jaz grem zdaj tle dol, na okolica je taka. Prišel sem po teli pot iz tistega tunela, ampak tamle 30 metrov nazaj je šla ena pot gor, pa lejte, tukaj gre tudi ena pot nekam. Tako da tukaj je vse prepleteno z pohodniškim potmi, tako da po mojem, če bo človek hotel hoditi tukaj, rekel, ne vem, da bo hotel se prehoditi, ali pa večinoma rab vsaj en teden. Jaz grem zdaj dol pogledat tole hiško, zapuščeno. Čakajte še malo, da jo vidite. Lejte, tamle dol, ne vem sicer kam bom šel pol naprej, mogoče celo mogel iti nazaj, sem že razmišljal, da bi šel to pogledat nazaj grede, ampak lejte, nikoli ne veš, če bom jaz tukaj šel nazaj grede. Tako da sem rekel, grem pogledat, pa raj pol naredim teh 200 metrov nazaj. Drugače pokrajina pa fantastična. Zdaj gremo pa pogledat tole zanimivo zapuščeno hiško. Včasih je to moglo kar lepo zgledati v tem kamnu. Danes je pa žal zapuščena. Ja, gor bo ta glavno. Teda jo vidimo. Vidite, čist pod kamnom dol. Ne pričakujem, da bo noter kaj zelo posebenega za videti. Ja, ejte, lep plac, v končni fazi tudi za prespati. No, tle verjeten, če kdo kaj dela, so si tle mizo pa to zrihtali. No, drugače pa, če bi bil človek lastnik tega, bi tukaj lahko naredil apartma in po mojem bi ga ful dobro oddajal, ker na takih lokacijah je malo stvari. Glede, zdaj pa ne vem, kam naprej. Tam gor je šla ena pot, ali bi šel tle, ki je vodovod, sem to je že nov vodovod, a gre tle ena pot, se bom odločil. Malo sem zavil iz stranske ceste, ne ceste, poti, ker sem videl teli kanali za vodo, pa vidim, da to tle gre in da ven ne pride, in sem predvideval, da bi tukaj mogoče bil kakšen tunel, ampak vidim, da ni tunel, da gre čist noter uklesano v steno, da je. Tako da grem zdaj kar nazaj na glavno pot, pa naprej, pa bom siguren prišel do tega. Zdaj sem prišel do teh kanalov in lejte, ne boste verjeli, veste, da tle voda teče. Lejte, jo prav slišim. Ni mi pa jasno, ne, ker lejte, tole je tukaj, tamle je ta kanal in je višji in tle gre v dolino, tam pa v hrib. Tako da to mi ni razen, če je to na prosti pad, pa tudi če je mali hrib, če so cevi, bom rekel, močne, to že malo gor porine. Mislim pa, da se bo zdaj začel najbolj zanimiv del. Tukaj pa celo nekdo nekaj dela. Karola
Lejte, tale kanal gre zdaj tukaj. Zdaj pa ne vem. Lejte. Vrata za v tunel. Seveda bomo šli tle čez, da vidimo. Aha, ta ni tako dolg. Vidim na drug stran luč, ampak mislim dolg. Zgleda, da je čist raven, da se vidi luč. Je kar kilometre, bi rekel, kar da je. Zdaj grem pa še tle pogledat. Sem pa prele videl, da je tle noter spet neka naselbina, neka hiša. Pa da vidim, kaj je to. Sicer verjetno zapuščeno, ampak siguren se splača iti pogledat. Aha. Čujte, jaz sem občutek, da sem to malo drugače videl. Razen, če je tamle naprej še. Kar je pa tudi možno, da vidimo. Ne, tle se vse konča. Oziroma, ne, gledajte, tle je tudi nekaj. Tle moram pa kar malo previdno. Gledajte, tle ima človek nekaj noter. Sem kako pride sem, a tle dol spleza. Ne vem, bi šel jaz to pogledat ali ne. Ne vem, če bi šel. Ker ni najbrž nič posebenega. No, zdaj grem pa v tunel, da spet pogledamo na uro, koliko časa bom hodil. Vidite, tukaj zdaj ta moj trip je 1:50, da vidimo, koliko bo, ko bom prišel ven. Še malo pa bomo zunaj. Ni to tako hiter minilo, kakor sem mislil, da bo, čeprav vidiš na drugem koncu. Wow. Ja, evo, lejte, to sem si želel videti. Lejte, ampak kje je zdaj, kaj, kako, tole pogledati pa ne vem. Pogledajmo najprej na uro, koliko cajta smo hodili. Se pravi 11 minut pa še malo. Ja, zdaj pa, da vidimo kam naprej. Malo sem se sprehodil, brez ruzaka, ker ruzak imam težak. Tukaj le po tem kanalu, pa vidim, tle se neha, ne. Tako da tle naprej sigurno ne bo šlo. Veste, ful odmeva tlele, ne vem, aj kje je kakšna luknja ali kaj. No, drugače pa vidim tlele dol eno pot, ki gre en človek gor in on bo verjetno tle do tunela prišel, pa bo šel čez tunel pa naprej. Zdaj tukaj v ozadju vidite mesto Los Gigantes in k njim gre ta vodovod, bi rekel, ali namakanje ali kakorkoli. Zdaj, jaz sem videl prej ful zanimivih na slikah, ne na internetu, ful zanimivih slik iz teh kanalov. Sicer so bili bolj spektakularni, kakor je tale. Zdaj jaz ne vem, koliko je pametno tle hoditi, ker lejte, to je beton star mogoče, kaj vem, 100 let. Pa lahko to, takole, ko hodiš, se lahko hitro kaj naredi. Tako da ne vem točno, kaj bom naredil. A grem nazaj, ali grem tlele malo naprej. Ne, če sem se odločil, da tukaj naprej ne bom šel, grem kar nazaj v tunel. Sem tle tudi dva srečal, pa sem jih vprašal, kam ta pot vod. Pa sta ona prišla po njej, se pravi, sem do mesta, tako da to ni zame zanimivo. Tako da grem jaz kar noter v kanal in na drugo stran. Potem bom šel pa še ob morju naprej, pa mogoče tam najdem kaj zanimivega. Ne vem jaz točno, kam bi šel. Tamle dol vidim enega človeka spodaj. Tako da bom jaz probal še to pogledati. Aha, lejte, tle pa gre ena pot. Sicer pravijo, da je pot zaprta,
Samo lejte, če jaz tam človeka dol vidim, ne, bom šel pogledat, dokler pač gre, pa lejte, pot je kar uhojena, tako da ne rečem sicer, da drugi to delajte, pač vsak mora za svojo varnost skrbeti, jaz pač skrbim, dokler je takale pot, lahko greš. Sem samo dobrih 5 minut stran od kraja, kjer sem se zadnjič javljal. Tukaj sem enega gospoda srečal, pa sem ga vprašal, kaj je spodaj. Pa je rekel, da plaža. Pa sem ga vprašal, če so kaj te vodovodi, pa ta namakalni sistem. Pa je rekel, da ne. Tako da sem se odločil, da se kar obrnem nazaj. Imam še do avta, imam urco pa pol. Pa bom šel do avta. Pa grem pol še ta Los Gigantes pogledat, ker mislim, da je tudi zanimiv, pa še v komentarjih ste mi malo pisali, da nič mest ne pokažem, bom šel pa zdaj to pokazati. Sicer jaz sem hotel najdeti, slike sem na internetu videl, take teh spektakularnih, teh, bom rekel, kaj noter čist v navpično steno, so ta vodovod ali namakanje, ampak jaz sem mislil, da bom to najdel, ampak žal sem tega kar nekaj tle videl, ampak nikjer ni bila taka zadeva, tako da tudi tukaj ne vidim, da bi kje bila, ker tam na oni strani ni bilo, zdaj tle pa ta druga zadeva je pa tle gor gre, ne, ampak to ni nič spektakularno videti, tudi polke naprej, ko vidiš, ni videti, no. Tako da grem nazaj. Kljub temu, da sem se odločil, da grem nazaj, me ne da mera to, da nisem videl tisto, kar sem hotel, in sem se zdaj odpravil nazaj, samo zato, zdaj tle v to smer sigurno ne bom šel, to je zdaj kontra mojega avta, ampak da vidim, kam pele tale namakalni sistem. Aha, in lejte, to sem hotel videti. Tamle gre v en tunel. Tamle noter gre v en tunel. Lejte, to ne vem, če na kameri vidite, ampak tamle gre noter tunel. Sicer zelo nizek. Ampak lejte, zdaj sem pa videl tamle še 3 ljudi in lejte, so mi dali navdih, da grem jaz še 100% tam. Saj sem že gruntal, da bom. Lejte, zdaj se bom tamle v senco tlele za vogalom usedel, počakal 5 minut, da vidim te ljudi, kje bojo dol prišli, kje bojo pot ubrali in bom jaz pol šel. Tole, če grem do kele, ne bo mi vzelo več k urco, ampak lejte, ko sem tle, moram to videti. Aha, lejte, zdaj tamle človek vam prišel, tak oranž nam je markanten, tako da ga hitro vidiš, pa zdaj še eden, pa še eden. Tako da jih moram počakati, da vidim, kam bojo oni dol šli. Potem bom šel pa nasprot, pa da jih vprašam, kaj je tam. Gledam v daljavi one majstre tamle, so se zgubili, ne pridejo čez. Jaz sem prej tamle tudi bil, sem tamle bojo težko prišli. Tako da se bojo mogli, skoraj prepričan sem, da vrniti. Lejte, jaz sem šel pa zdaj tukaj, ko sem šel že prej dol, pa bom dokaj dol prišel, lejte, pa grem po temle grebenčku, lepo gor, pa tamle gor pridem, po mojem, druge ni. Aha, lejte, tam 2 sta šla nekaj plezat, pa se tudi že vračata. Ne bo tam šlo, tlele bo pa šlo. Upam pa, da se obrnejo, da jih srečam, da jih lahko vprašam, kam se pride, tam pa iz kje so oni prišli. Dober sem predvideval. Tukaj bo šlo najlažje, vsaj gor, dol bo sigurno težje, zmeraj je težji dol k gor. Tako da, lejte, tole je čist. Eno, lejte, Martinče, kako beži pred menoj, ga vidite. Tole je čist simpel. Sam, če so takele nekrušljive skale, kot so tele, je to vrhunsko.
te zmeraj se najde pot. Ste videli, kakšen kamen se je skoraj sem ga prebrnil, ni bil stabilen. Takole je fino, da te vsake tuk sajta mečkano opozori, da moraš biti pazljiv. Drugače pa jaz obožujem takele poti, ker gre to lete čist enostavno. Jaz sem k Gams. Ejte, no, tudi merelke. In nam prej že omenjal, da noter rekel, da reklamiram. Merelke imajo tle tudi velik vpliv, ker se kar nalepijo. Nalepijo, ne v glavnem, ne drsi, pa tudi skala je taka. Zdaj, če je spolsko, ampak tole ni. Tako da, gledajte, še malo, pa bom gor. Jaz sem prišel gor, sicer one ljudi, ki sem jih pričakoval, da bojo nazaj prišli, niso prišli. Zgleda so najdel pot tam, tako da bom tudi jaz pol iskal tam, da nam še enkrat to jamo šel čez. Ač pa lejte, ne, to je ta vodovod, sicer čist zasut. Se so vidite, tako je gor kamne dajo, zato da to ne bi poškodovalo celi. Čeprav, lejte, tle verjetno je. Pa ja, vidim, je cel noter. Mislim, kolikor je tam kazalo, tukaj voda še zmeraj teče. No, tako da, lejte, sem vesel, da sem šel tole pogledat. Mislim, da se je splačalo, no. Ker tam, kakor ste videli, niti ni bilo možno hoditi ob teh, pa tam bo zanimivo tunel, pa tako naprej. Tako da pustimo se presenetiti, kaj vse bomo še videli. No, tole je prva zanimiva stvar, ki sem jo videl že z one strani, tale tunelček, pa lejte tam še eden, pa Bog ve, kam to pridemo. Bomo videli. Še ena zanimiva zadeva. Vete, kako gre to tle čist prepad. No, tale pa so tunelček naredili, pa tudi vrata, no. Dobro, da niso zaklenjena. Sem vesel. Zdaj gremo pa dalje. Še en tunel. Tega je velik. Prele se je tudi dobro slišalo. Glejte. Prej se je tudi dobro slišalo, kako voda teče, tako da v neki funkciji tole zagotovo je. Mislim, neko vodo dobivajo, sicer niso to neke hude količine, ja, lejte, so pa tle kar prepadi, ne, tako da, ja, se ne čudim, če bi tole zaprli, pa da bi bilo prepovedano, tako da je tukaj kar nevarno, tako da nikakor ne priporočam, da greste, ker se lahko marsikaj naredi. Glejte, še en tunel, ta je malo daljši. Upam tudi, da so vsi tako visoki, da lahko normalno hodiš noter. Tamle je samo eno okno, tako da malo svetlobe noter pride. Aha, no tle tudi Bog ne dej, da greš dol naravnost, ne. Vejte, je kar problem. Me prav zanima, kdaj so tole delali. No, lejte, tamle ne, na sred ekrana, tam gre pa, tam gre noter, pa gre spol še naprej, tamle tunelčki, lejte, tu Bog ve, kam pridemo. No, tole mi postajati še dalje bolj všeč, tako da, sem že zadovoljen, da sem tole šel, dobro, da nisem obupal. Če dalje bolj zanimivo postaja, lejte, dol prepad, dobesedno prepad, ne vem koliko metrov, 100, 200, 300, lejte,
okno, tunel, spet okno vsake toliko časa. Tole postaje čedalje bolj zanimivo, pa tudi čedalje bolj grozno in nevarno. Glejte, kakšni prepadi so to dol. Tako da še mene, ki sem navajen višine, ne pogledam narajš dol. Tako da tole res nikakor ne priporočam, da greste. Zdaj bomo pa nad morje prišli. Se glih sonce sije. Wow, ja, lejte. Tle dol morje. Tle se tole nadaljuje. Bog ve, koliko časa še. Vidimo neki jaški, tamle bi dol do plaže prišel, ki jo je gospod omenil. Zdaj tlele za naprej, pa ne vem, če bo kaj bistveno drugače. Zdaj ful zanimivo bi bilo kele nad morje pridati. Kaj pa vem, če sem že tukaj, grem pa še malo naprej. Zdaj tudi vse odvisno, kakšna je pot, pa tako naprej. Onale tamle na trenutke je bila grozna. Se verjetno strinjate z menoj. Tlele pa zgleda še bolj grozno. Ampak hodijo ljudje, lejte. Hodijo. Lejte, do tamle še malo grem, da nad morje pridem. Drugač pa dobro, da imam tole, lejte. Se kar dobro tega držim. Tako da vam iskreno povem, da mečkam pa me je strah. Spet. Ja, lejte, tle je zdaj to bistveno bolj nevarno. Ja, lejte, tamle sploh ne bi šlo. Lahko bi se vlekel sam po tem, po kanalu. Lejte, tukaj se tudi začne. Lejte, od tle naprej pa ni več cevi, pa prav voda teče. In zdaj, lejte, tukaj je ful slabo za iti. Tamle, ki vidim, še slabš, bi mogel iti v bistvu prav po tem kanalu. Lejte, se mi je tule zelo všeč, ampak zdaj riskirati pa ne grem, no. Dostikrat rečem, da mi je varnost na prvem mestu in lejte, res. Glede na to, da mi je v življenju kar lepo, lejte, ne bom šel tole riskirati, tako da obrnem. Čeprav neka želja je, da bi šel, ampak tlele pa vsem razum premaga vse skup, ker tle naprej pa lejte res nevarno ratuje, ne. Tako da nima nobenega smisla, mi pa nikakor ni žal, da sem šel, ker tole je bilo res zanimivo za videti. Ampak saj pravim, vam ne svetujem iti tole, lejte, je res zelo nevarno. Samo mečkaj narobe stopiš, pa je problem, tako da ne tega delati, res ne. Evo, tle sem zdaj prišel. Tle sem zdaj prišel do placa, ki so vstal. Tle sem enega mojstra srečal, ki se ful matra pride tle gor. Pa je po mojem ene pol mlajši. Tako da vidim, da je za svoje leta sem kar dober, da zmorem vse te dogodivščine, ki jih imam. Upam, da kamera stala ne bo. Noče. Evo bo. Drugače to čisto enostavno. Evo. Nič težkega, zdaj pa tle naprej po kanjonu verjeten ni druga.
No, zdaj grem po kanjonu. Tisti tip, ki sem ga tam pokazal, je Italijan, ki zna slovensko pa hrvaško. Zgleda, da je živ na Hrvaškem. No, in mi je rekel, da ne gre naprej, ker bo sigurno neka stena. In lejte, da je mu človek prav. Človek je mu prav, tako da tole je zdaj povprašanje. So dali štrk, kar je dober, ampak ne vem, če mu lahko zaupam, pa ki bi saj neke vozle naredili, ne, pa jih niso. Tako da, lejte, 2 minute bom vzel pauze, pa da premislim, ali grem ali ne. Na to vrv zadaj, ki jo vidiš, sem se obesil, tako da zgleda, da je sigurna, tako da jaz bom probal to preplezati. Mali problem, ker imam ful težak ruzak, še ta dron vlečem brez veze. Sem pa dal kamero na glavo, pa bom probal posnet. Tako da če padem, da se bo vsaj videlo, kako sem pol. Sem se odločil, da bom preplezal tole. Ker ne bi sem tega ruzaka, mu bi bilo čisto enostavno. To bom dal na glavo, kamero, tako da boste videli. Sem pa glih ta nastavil, ki ga imam, en zobček je stran pol, tako da upam, da bo kamera stala tako, kot more, pa da bo to se videlo, kako plezam. Nič, gremo. Vidite, ne drži dobro, kamera gor, pada dol, zato ker ne stisne. Ne stisne zdaj. Najbolj, kar me tle skrbi, je, če je ta štrk 100%. Ne bom se čisto 100% na njega zanašal, ker ko pa veš, koliko je preparel, pa tako naprej. Je pa tako, da moram pa zadevo dobro precent. Glede na to, da če bom videl, da ne gre, moram prej jeti nazaj, preden pogruntam, da je prepozno, ker sem, da vidim, kamera še stoji. Ejte, ker če pogruntaš, še ura ta Polarjeva mi je na potu. Ker preden, ne, sej, če se moram kar zanesti na vrv, ne gre drugače prav. Težko se je zanesem na nekaj, kar ne vidim, nase se zanesem neko, pa veš, koliko je ta vrv preparela, pa kje je privezana, pa če je dobro privezana. Evo, lejte, prišel sem. Ni bilo težko, kot sem pričakoval, tako da, lejte, čisto ravno. No, zdaj pa, kje je vrv privezana, da vidimo, da me zdajle kap zadela. Je dol dobro privezana, tako da tle ne vidim problema. Pa še očala sem v tle na sep. Ampak je treba še enkrat gor prideti. Ne, tu bo najbrž pa tlele šlo, ne? Tu bo treba pa tlele jeti. Ja, tle se pa samo upneš obe dve strani, pa gre, bom tudi tole posnel, tako da, kakšen odmev, da še tole vidite. Dobre, bom šel dol, moraš to jeti lepo, korak po koraku. Ne smeš prehitevati, ta ruzak me moti. Čeprav imam zdaj pa en občutek, da je to težji. Ja, bo, ja. Zato, ker imam ruzak, če ne pojesti. Ja. Ne. Lejte, tole moram pa jaz malo pregruntati, kako bom šel gor. Samo malo je treba okoli pogledati, pa najdeš rešitev. Tlele bom šel. Lejte, tamle pa ena skala. Čist malo fali, da se dol ne prebrne. Neč gremo tle gor. Čeprav to tle ni čist enostavno, tako da polahko bo treba. Mislim pa, da tle hodijo ljudje. To je vse odvisno, če kašen, ali pa lejte, celo tamle mogoče hodijo. Pojma nimam.
Zdaj, tle, koliko je kakšnih oprimkov, to je važno. Kamera se prebrnila. Tlele se je dobro zaprjet. To moram najdeti. Oprimke. Če so oprimki, pol ni problem. Pička, ni pa tole čisto enostavno. No. Tale bom s tole. Malo se probuje s tole pozabavati. Ja, pa veste, da ne bo. Veste, da ne bo. Ne bo. Ne bo. Mislim, lejte, 50-50 je, da gre. Ampak kaj pa, če ne gre, pa da tlele padem, se me 3 dni ne najdejo. Tako da bo treba pogruntati eno drugo zadevo. Ne vem pa kako. Ena je še tukila, mogoče to, druge pa ne vidim. Tlele zihar, da ni. Še so že tle štrk napeljali, za koga niso še tle. Ne, tle zdaj, če ne bi moral, zakaj bi bilo čisto enostavno. Samo v eni stran se upnem z hrbtom, z eno stran pa z nogam, pa sem gor grem. Tako da ne vem. Evo, sem najdel način, kje bom šel. Lejte, tlele bom šel. Potelam le gor in točno ta smer. Sem že skoraj prišel do vrha, brez ruzaka. Zdaj pa ta ruzak, sicer to kar oteži vse skupaj, ampak bom videl. Če bo kazalo, da ne gre, grem nazaj. Ampak zdaj mi je že problem tle nazaj prideti. No, ajde, to ni se štrk, tako da gremo tole. Gremo probat. Polahko, pa s pametjo. Pri plezanju je tako, da zmeraj najdeš rešitev, če jo iščeš. Ja, tukaj sem. Ja, vidite, tle en oprimek, ne vem, če je, zdaj moram pa tlele stopiti gor. Če stopim tlele gor, sem dober. Evo ratalo, evo sem. Sem. Svaka mi čast. Evo, dober sem. Evo me, prišel gor, vsaka čast. Ja, kar težko. Ne vem. 5A. Zdaj grem pa kar ven s kanjona, ker tamle je še en slab in še težji prideti. Tako da grem tlele gor, pa pridem na pot. Pa tam spet srečam tegale Italijana. Tu je en Italijan, ki zna slovensko, pa hrvaško. Tako da gre v isti smeri, ki jaz. Pol, če bo še rabil prevoz do Los Gigantasa, ga bom pelal. Ga je skrbelo zame, bolj ka mene, a bom prišel ali ne bom prišel. Me je skozi klical, da sem se mu javil, tako da na trenutke mogoče bilo že malo nedležno, samo sem človeku hvaležen, kje moram tlejet, sem človeku hvaležen, da ga je skrbelo zame. Ne bi najbrž vsacga. Ja, lejte, zdaj pa če hočem tlejet,
moram pa nehati snemati. Policija. Druga je. To na šverc prodaje. Ja, seveda. Čital sem na... Aja. Ampak to je zanimivo, kaj so nekaj Španci. No, ta majster pravi, da... Več Nemci, veš? Aja. Ja, ja. Kako Nemci? Ja, Nemci tukaj na Tenerifi. Aja. Če hočeš saznati nekaj o otoku, Ja. moraš pogledati, če znaš nemščino, seveda. Ali če te Google prevodi. Zdaj ne dela to loše. V glavnem, vidite, tle me ne bi ven spustili, če ne bi imel te kartice. To malo na črno prodajajo, tako da se mi je zdelo. Tle spet ima enega majstra, ki ga noče spustiti. To je najbrž res na tegance. Mene je to tale kolega povedal, ki živi v Španiji. In glejte, da človeka ne bo pustil, aha, ga je zdaj pustil, ampak to so kar malo privatizirali ta tunel, tako da dobro so se znajdeli. To mi je spisal na turistično zajednico. Zdaj se vozim po mestu Los Gigantes. Bistveno bolj gužva je, kakor sem mislil, da bo. Zdaj mi tole sploh ni jasno, kam sem prišel. Sem mislil, da bom nekam ob morje prišel, pa vidim, da se tle vse skup konča. Tale kraj sem čisto po naključju odkril. Ne vem, če si predstavljate, kako je tole super. Glejte, tole je bazenček, ki je 1-2 metra višji od morja in novo vodo dobiva, ki pride dovolj velik val. Tle pa ful mirno, lepo, tako da jaz imam avto parkiran tamle 5 minut stran, tako da ful razmišljam, da bi šel po kopalke pa se tlele noter vržem, ki mi ful fantastično zgleda. Pa še voda je verjeten malo bolj topla, ker se le ne menja skozi. Drugače sem pa to v kraju Los Gigantes. Zdaj sem šel ta bazen posnet še z te strani, ker je bolj sonce, pa boste tudi mogoče videli, bo kakšen večji val prišel, boste videli, kako polne tole. Ravno tik prej sem začel snemati, je prišel en tak val in je ful to zapolno. Drugače pa, lejte, tudi tle plaža fascinantna. Lejte, ful lepa, sicer tukaj je težko v morje prideti, ampak lepo pa je, to morate priznati. Evo, zdaj čakamo kakšen velik val, če bo, da tole zapolne. Sam da, lejte, tale bo. Ga vidite? Lejte, pa takole malo zapolne, čeprav prej je bil bistveno večji. Tako, evo, tole sem si tudi jaz zaslužil. Amerikan. Samo malo živčen sem, ker imam stvari vse in imam čisto vse tamle v ruzaku. Sem rekel, ga moram imeti skozi na oku, če bi kdo mi ga spizdil. Zdaj, če bi jaz ga hotel nekomu, bi ga sigurno in me ne bi dobil. Jaz sem si še čevlje tako pripravil, da samo ven šibam čevlje, obujem pa za njemu. Zdaj, če ni dober tekač, bi ga mogoče dobil. Mogoče pa tudi ne. Zdaj pa tle čakam en velik val, da me zalije. Samo manj problem, ker moram ruzak gledati. Če ne gledam ruzaka, sem živčen, tako da... Zdaj pa je bil. Zdaj mogoče še en pride. Ponavad pride, ko en pride še drug. Ta pa je bil mogo. Lejte, še en prhaja. Še en prhaja.
Ta je bil pa hujš. Evo, da končam današnji dan. To je bil še en tak dan, za katerega lahko rečem, da se splača živeti in da je življenje lepo. Fantastično. Najprej planinarjenje, doživetje, saj ste videli kakšen. Kaj vse sem videl. Tudi zanimivo tistega Italijana, da sem spoznal. Prav simpatičen fant, sva si izmenjala naslove. No, potem za konec sem se pa še tukaj vkopal. Zdaj sicer sonce je že zašel, tam gor vidite en hotel. V glavnem, fantastičen dan, fantastičen. Nimam kaj reči. Upam, da bo v življenju še več takih. Je pa v končni fazi vse od nas odvisno, kako si življenje naredimo. Jaz bi rekel, da vsaj 95% ljudi ima usodo v svojih rokah. Jaz sem jo tudi od nekdaj imel, pa sem jo slabo izkoristil, tako da zadnja leta šele dober živim. Sicer čisto skromno, ampak zelo dober. Tako da se bom počasi poslovil za danes, pa se spet jutri ob 18:30 na mojem YouTube kanalu vidimo. Če vam je video všeč, všečkajte, napišite kakšen komentar. Če pa še niste naročeni na moj YouTube kanal, se pa naročite. Sam tisti rdeč gumb, naročite se, kliknite, pa zvonček in je to. Adijo.